Kakšna je pa kaj razlika recimo v programu med za slikopleskarja in črkoslikarja? Razlika samo v praktičnem pouku. Pri črkoslikarju, bom rekli, je pa zopet že nekaj več tiste ročne spretnosti, ker je potrebno tudi kaj prostoročno napraviti, ne samo ob lepilnem traku ali pa ravnilu ali pa kaj takšnega, ampak je treba imeti nekaj. Ampak količina prakse je pa za vse enaka? Ja, ker prej smo ostali pri količini prakse po prvem letniku, se pravi drugi letnik je pa prakse že bistveno več. V drugem letniku pa je 3 dni teorije, pa 2 dni prakse, se pravi 2x po 7 ur in je v drugem letniku že 462 ur prakse in zopet 114 ur na koncu drugega letnika. Kaj pa v tretjem letniku? V tretjem letniku pa grejo vsi k delodajalcem, vsem firmam in opravijo tam še 684 ur prakse, se pravi pol leta so vsi v firmi, potem pa pridejo januarja k nam v šolo in imajo zopet še od tistih 16 tednih še zopet 2 dni prakse in 3 dni teorije. Tako da vse prakse je tam, mislim, okoli blizu 1900 ur je prakse v vseh 3 letnikih. To so pol na koncu že pravi mojstri, vsi po vrsti. Ja, seveda to, rekli, mojstrstvo, ampak ročno spretnost je seveda treba dokazati potem na zaključnem izpitu, ki pa je iz slovenščine, tehnologije kot strokovnega predmeta in praktičnega izdelka z zagovorom, ker dijaki delajo, recimo imamo šolska gradbišča, ker delamo stopnišča, razne stvari in je potem v 3 dneh potrebno to spretnost dokazati, komisija to oceni, vsak dijak to zagovarja, kak je to napravo, se pravi napravi neke izmere, popis in tako naprej, tako da potem to res dokažejo. Ko ste omenili prej mojstrstvo, seveda pa je možno po nekaj letih opraviti tudi mojstrski izpit prek obrtne zbornice in je po tistih opravljenih izpitih slikopleskarski oziroma črkoslikarski mojster, katero spretnost pač obvlada in je potem dobi mojstrsko spričevalo. Pa si gremo lahko pogledati, kakšen ta izdelek teh mojstrov, mislim, kaj upravijo mojstrski izpit? Vsekakor, pri nas v šolskih delavnicah so ravno upravljali tako mojstrsko delo in seveda z veseljem to pokažem, da boste tudi videli, kako to nastaja. Rada videla, ja. Gremo na delo. Zdaj se pa nahajamo v vaši učni delavnici, ne? Tako, ja. Bi nam lahko opisali malo te tehnike, ki ste se jih danes učili? Ja, gledajte, danes smo se nekako namenili na tako imenovane dekorativne tehnike. Dekorativne tehnike v bistvu predstavljajo nadgradnjo že poslikanih površin. In tukaj imamo en takšen primer, tako imenovanega dom floka, kjer ga pač uporabljamo, ali pa recimo veliko se uporablja predvsem na stopniščih, hodnikih, učilnicah, vrtcih. Namreč gre za to, da je ta material pralen in seveda takrat lahko delno tudi površino očistimo. S kakšnimi sredstvi se pa lotevate takih tehnik? Ja, gledajte, kot sem povedal, osnovo napravimo z pralno disperzno barvo, potem pa seveda to nanašamo z čopičem in valčki, nato pa imamo, se pravi, čopič, ki je nekoliko širši in s tem nanesemo tale lak in lističe, lističe primerno razporedimo na celotno površino in nazadnje še potem z tako imenovanim kratkodlakim valčkom poravnamo oziroma lahko rečemo enakomerno porazdelimo lak na celotno površino. Tukaj smo pri drugem primeru tako imenovane dekorativne tehnike, gre za tehniko, ki pravimo antik. Ta tehnika prihaja bolj do izražaja takrat, kadar imamo bolj rustikalne površine. Lahko jo naredimo tudi na gladke površine, vendar večja, se pravi, bolj slikovitost nastane takrat, kadar so pač površine rustikalne. Namreč gre za preprosto zadevo, ker že na pripravljeno podlago, se pravi na okrižno nanašamo z čopičem in seveda tako dosežemo več barvne, pravzaprav efekte, močnejše ali pa malo manj intenzivne barvne tone. Tako da v bistvu tudi ta tehnika se uporablja predvsem nekje za notranje površine, se pravi poslikave dnevnih sob ali pa tudi kakšnih recimo pisarn ali pa kaj podobnega. Smo pri zelo zanimivi tehniki, ki mi imenujemo perla. Gre spet za poslikavo že na pripravljeno površino, kjer mora biti narejena z disperzno pralno barvo in seveda na to tehniko potem lahko
nadgrajujemo s tako imenovanim lakom perla. To je tudi prozorni lak, bel lak, bolj srebrkastega sijaja, katerega pa lahko namešamo tudi ali dodamo razne vrste pigmentov. In seveda glede na ustrezno površino, potem tudi to lahko z različnimi tehnikami ali načini nanašamo. Tukaj imamo primer, kako smo nanašali z pravo spužvo, za katero smo potem to steno poslikali še dodatno ali nadgradili z tem lakom perla, seveda v določenem barvni nijansi. Seveda je pa zanimiva tudi drugačni pristop je zanimiv, namreč lahko ta lak perla nanesemo na površino, ne glede kakšna je osnova, temu primerno je pač treba potem pomešati pigmente v ta lak perlo, ker lahko dosežemo imitacijo marmorja. To pa lahko dosežemo tako, da na nanešeno površino tega laka perla zalepimo mehko folijo, jo zmečkamo, potem ostanejo odtisi, folijo odtrgamo in seveda lepo ostane krasna imitacija marmorja. No, tukaj pa imamo primer grobe dekorativne tehnike. Ta groba dekorativna tehnika se uporablja tudi tako na fasadah, kakor tudi v notranjih delih objekta. Gre pa namreč za zaključne sloje fasad, ki so lahko od različnih proizvajalcev in seveda tudi nekatere stranke si zaželijo, se pravi, da popestrijo stanovanje, tako da lahko tudi to uporabimo v nekih delih stanovanja, kot so recimo, ne vem, dnevne sobe ali kaj podobnega. Skratka, gre za riban, tako imenovani za riban omet, ki je različnih granulacij, tam od 1,5 do 2,5 in seveda v tem primeru gre za to, da material nanesemo na dobro pripravljeno podlago, čvrsto podlago in ga kasneje tudi oblikujemo z gladilko. Tako da dobimo potem eno lepo, enakomerno poslikano površino, se pravi z tem grobim dekorativnim ometom. No, tukaj pa gre za eno kombinacijo dekorativne tehnike z kombinacijo šabloniranja. Mi smo se odločili, da smo napravili podnožje, poslikali z praljno akrilno barvo in na to smo potem nanesli tako imenovani beneški premaz, ki ga nanašamo z lopaticami. Predvsem je to možno nanašati z nerjevečo lopatico ali pa tudi z plastično lopatico. No, gre tudi za tako imenovani art color, kot ga imenujemo, in seveda tu je možno seveda spet po želji in sposobnosti ali pa če hočete domišljiji slikopleskarja nanesti v 2 ali 3 nanosih in seveda tukaj je ta primer, mi smo sicer dali en nanos in na koncu smo naredili še kaj, zaključni venec. No, zaključni venec nad tem podnožjem smo se odločili za šablono. Torej, gre za klasično enojno šablono, kjer smo potem na določeno linijo postavili šablono in smo potem z barvo podnožja naredili potem tudi istočasno še tale venec, se pravi preko šablone.